Ja, kaj vse se je zgodilo? Božič Čestitke jim za praznik svetega Štefana, ki so iz sredi mesta. In kaj že dan samostojnosti? To sem hotel glih vprašati. Dan samostojnosti ali osamosvojitve? Ne, Seveda dan vemo. samostojnosti in neodvisnosti. Ja. Tako. Ja. Sem dobro zdaj. Pa še en dan državnosti. Dan državnosti je 25, to je pa dan samostojnosti. Kaj pa je tam enkrat novembra? Tiste pa dan suverenosti, ker je pa takrat, kaj je oktobra, ki je zadnji vrh. Dan mrtvih je, ne? Kaj? Dan mrtvih. Dan mrtvih je novembra. No, ampak, a veste, da je to že v bistvu LDGD actually številka 7? A mi že snemamo? Ja. Dobro jutro. Tako da pazi, kaj boš rekel, ja. Številka 7, ne vem pa, če ni 7, zato ker številke 1 nismo imeli, pa smo začeli z 2. A se kdo spomni, zakaj? Pojma nimam. Ne, zakaj? A je to? Ne, ker vidim, da je nimam v zapisniku. Ne, imamo vse. 1, 2, 3, vse je. 6 jih je. Sem ta prvo leto, do zdaj jih je bilo 6. Imamo vse, 1, 2, imamo vse, -3, -2, vse imamo. Kako nimamo? Kdo je odnesel? Ja. Prvo sezono nismo imeli. Tako, ja. Pač odkrat smo se izmislili, da actually imamo vse. To je posebna epizoda LDGD-ja, v kateri pač razglasimo stranko leta, politike oziroma političarko leta. 8 rubrik imamo, tudi razočaranje leta, drugi dogodek leta, podvala, ampak tako, potom bomo sproti razlagali, vsak pove svoj izbor, koga je izbral, kakšne so že propozicije, komentiramo? Mislim, če te prime, seveda lahko, ampak potem vedi, da ne bo 35 minut. Skratka, gre za edine prave slovenske politične Oskarje. Tako. 8 kategorij, zakaj pa mi tega ne 4 klejmamo? žiganti, 32 minut, če na minuto. Zakaj mi tega ne klejmamo, pa iz tega naredimo dogodek v Cankarjevem domu? Ja, Sam res. Ja, zdaj vas pa jaz vprašam, ne? Andraž. Sam res. Vidva sta naravna voditelja? Ne, To imamo? To more pol, veš, Darje zgonc voditi, ne? Pač tako, ker mi smo pol žirija, ne? Kaj? Ona je samo Dobro, novo imamo, da je nova špica. Neke novosti so, oprosti, kaj? Kraguljčki so, pa mogoče je Mariah Carey zraven imela. Pa naslovna fotografija. Pa naslovna fotografija, tako, ne. Pri čemer se do tik pred zdajci nismo mogli odločiti, ali popolnimo vloge iz filma, dejanskega filma Love Actually, ne, ali jih pustimo z pač igralci in samo nas noter poturimo, ali pa vse skupaj zamenjamo z akterji slovenskega političnega razreda. Ne. Prav, v resnici ne vem, ne, v trenutku snemanja ne vem, kaj smo se odločili. Mene samo zanima, kdo bo Keira Knightley. Ja, mislim, Kira bo. Antiša, ne. Kira bo Kira. Antiša se konča na A. Ne vem, a sta vrečko Keira Knightley? A veš, da se ne spomnim, kaj je Kira bila noter? Ja, ne. Ja, ona se poroči. Ja? Moram gledati to še enkrat. Ja, ona se poroči, ima pa prijatelja, ki je neskončno zaljubljen vanjo. Ja. In pa nekako to sporoči skozi film. To je una scena, ki sem vam jo dal v chat, ne, Ja. prav, for me, LDGD is Še kar cheesy film v resnici, ne. To je prav za te dni. Ja. Ampak nič ne rečem, kadarkoli padem, no sen malo pogledam, ne. Mislim, prosim, to lepo. Tako, kot sam doma, a ne? Tako, ko umri pokončno. Ja, recimo, Ja. to so Ne klasike. nekaj provocirati, šefic. Skratka, LDGD actually 7. Tako. Ja. In predlagam, da začnemo. Politična stranka leta je naziv in začnimo tokrat ne pri črki B, ampak pri črki Z. Draž Zorko, vaš izbor je Gibanje Svoboda. Mene si našla. Sam zato, da meni ni treba začeti. Ja, zakaj? Mislim, jaz sem šel malo pogledati v teh naših razpredelnicah, kaj je bilo v zadnje 2-3 leta. Opazil sem, en vzorc sem opazil, ne, da praviloma v tej rubriki zmaguje stranka, ki je na oblasti, ne nujno pri vseh nas 4, ne nujno vsako leto, ampak ja, moj razlog, zakaj sem nominiral Gibanje Svoboda, je zelo preprost. To je prva stranka, tako imenovane te nove forme, mislim, ni več tako zelo nova, stranke novih obrazov, ki je preživela mandat zaradi tega. Zaradi tega, ker so pač, oni so zdaj po 3 letih in pol še vedno na 20%. SMC v tem času je bil že
well below 10, SD tudi, LMŠ sploh ni prišel do tja, skratka, preživetveni instinkt te stranke, ki je uspela. Točno to si povedal, kar sem želela jaz. In sem opazila, ko sem pogledala zdaj razpredelnico za zadnja 4 leta, vsa 4 leta iz različnih razlogov je premembla na prvem mestu Gibanje Svoboda, letos zaradi tega, ker je bila kot deležna številnih napadov in to ne gre, samo to je, ta disclaimer je treba dati v to epizodo. Zdaj, to ne pomeni, da kdo, predvidevam, navija za tega ali onega, ampak gre, da izpostavljamo stranko, ki je, tako kot si ti rekel, za Gibanje Svoboda, jaz ponavljam, ker so uspeli, leto končujejo, vsaj sodeč po javnomnenjskih raziskavah, v dobri formi vstopajo v kampanjo. Tako. Svido, Antiša, kako nizko smo padli, ne? Da ti kot glavna koalicijska stranka preveslaš do konca. Da je to uspeh, ne, ja. Ampak tako je. To je okay. Aljaš, ti. Jaz pa mislim, da če se prav spomnim mojega plana Cegelca, si z Antišo deliva Levico. Ne? Ja. Mislim, da imaš ti bistveno krajši opis. Ja. Glasi se Levica. Levica. Ker so, ne glede na to, da so, kot Andraž zelo rad reče, ne, za mišiga, ne, za tisto, kar je črnega za nohti, so se prigrebli v parlament tistega aprilskega večera. Ne. Smo zelo hitro ugotovili, da so v odsotnosti ostalega oni v koalicijsko pogodbo ufurali svoj socialno-ekonomski program, velik del njega, in tudi ta 4 leta na njem delali. Zdaj, a je to dobro ali slabo, imamo lahko različna mnenja. Dejstvo pa je, da so oni, in se mi zdi sploh v zadnjem letu, intenzivno delali na implementaciji tega. Primarno z dolgotrajno oskrbo, ki jo aktivno furajo od julija, kot rečeno, the jury is still out there, ampak 1. december je prišel in šel in svet se zaenkrat ni podaril. Potem imamo pokojninsko reformo, kjer smo zadnjič ugotavljali, da to ni majhna stvar. Imamo RTV zakon, imamo medijski zakon, imamo zakon o STA, vse to so stvari, ki spadajo v njihov purview. Ja? Okay, ja. No, si ker pač jump in, ne? Ne, sej, to ni klasična epizoda komentirana, vsak pove, ti si povedal, Antiša, ti? Ja, jaz bom ravno tako nominiral Levico. Morda se bo kdo spomnil, ne? Jaz se vsekakor spomnim, da sem za Levico v preteklosti večkrat rekel, da oni so zdaj prišli na pozicijo, ko lahko svoje fantazme uresničijo. Ne? To je ena plat medalje. Druga plat medalje je pa to, da oni, morda celo edini, ne, ki v slovensko politiko vnašajo vsaj razmislek, v nekaterih delih pa tudi implementacijo nekih novih konceptov, novih idej in so po eni strani dosti trmasti, po drugi strani dosti artikulirani in seveda so dosti močen igralec na šahovnici, da velik del tega lahko upeljajo. Tako da čas bo šele pokazal, ali so ti njihovi koncepti, ali bodo prestali test časa. Vsekakor jim pa velja dati priznanje za to, da vnašajo nove ideje v slovenski politični prostor, ki, kot smo že mi večkrat rekli, se v glavnem ukvarja s tem, ali bo na oblasti Janez Janša ali ne bo. Glih to, ne, pač sam to, da dodam, ni nujno, da je to vse dobro, je pa pač dejstvo, da se za razliko od ostalih se grejo politiko. Sam to. Ta moment, ki si ga zdaj na koncu rekel, da vnašajo Janšo, je tudi moment, zaradi česar sem jaz zbrala Gibanje Svoboda, ker jim uspeva znova s to narativo strah na drugi strani v pojavni obliki Janše ali mi na drugi strani. Ne. Okay, unta drug. Pri Levici pa je še dodal to konsistentnost, ko si že ti omenil, Antiša, da so se spomnite, kako smo bili skeptični, kako bo pa zdaj, ko so v vladi. In so v teh 4 letih, če lahko že tako zaokrožimo, niso nikoli prišli do situacije, ko bi oni izsiljevali kakršenkoli ukrep s tem, a bojo oni ostali not ali ne, ampak so vse te stvari furali naprej. Niso šli nikoli na ta nož. Ne? Skratka, očitno so se naučili politike. Ja. Niso bili rjavci, ne? No, niso bili Levica v času Šarčeve vlade. Ne? Pa tudi edini so, mislim, da brez nekih teh velikih korupcijskih
ali drugačne, No, sortno. to bi bili težko tudi. Ja, mislim, konkurenca je kar huda. Kar huda, ja. Mislim, ne. Unfair advantage imajo določene stranke. Dobro. Politik oziroma političarka leta, mi to opišemo kot nekdo, ki deluje seveda v politiki in je najbolj na kakršen koli način že zaznamoval leto 2025. No, kar začni, ki si edina s tem predlogom. Ja. Ker te zanima slišati, zakaj Ja, sem jaz mene to tudi, mene izbrala. tudi. A veš, zakaj? Mi namreč vidimo razpredelnico in vemo, Ja, kaj je kdo od nas in veste, predlagal, ne, ni jaz presenečen. sem zbrala Matjaža Hana. Ne. Sem rekla, da točno vem, kaj bodo ostali zbirali in bo vse boring, in smo že ponavljali v prejšnjih letih. Matjaž Han, veš zakaj? Zato, ker je prevzel stranko, ti si razlagal pogosto ali pa interpretiral rezultate javnomnenjskih raziskav, SD je šlo dol. Imeli so afero Litijska, imeli so afero Spirit, imeli so afero Jevšek Kmetija, imeli so odstop ene ministrice v zadnjem letu, imeli so ta pretepanja prednika in se izkazuje. In on je edini minister ali pa eden redkih, proti kateremu ni bila sprožena interpelacija, če tudi je bilo na račun gospodarstva, ministrstva, ki ga vodi prav on, velik pripomb in dokazuje to, kako pomembno je in javno nastopanje v dobrem in slabem Ali za odsotnost politika. njega? Pri njemu te odsotnosti ni, ne? Je, se to je point, ki ga on ne nastopa. Kadar, ne, ni povedal, nastopa. Sorry, pa. Ne. Skratka, pomemben ta element nastopanja in tudi element znamo govoriti z opozicijo. In ne samo to, SD, popravite me, če sem jih zgrešila, ampak a je na 10%? Kje pa? Ne, Seveda je, na tisto, kar sem brala, je ni tam, kjer je bilo, kaj to prevzel. In to se meni zdelo, lahko bi z golobi, da se vsakega od politikov, ki jih imate tudi vi na seznamu, z lahkoto razložiti. Ne. Jaz pravim, Han, res zaradi tega, ker je čudež. Ti si šla po kucli. Jaz sem šla, Božič je božični čudež. V četrti rubriki se ne bom strinjal s tem, kar si na koncu povedala, bom za takrat pošparal. Okay. Ajde, recimo, Aljaš. Moj politik leta je Robert Golob iz očitnih razlogov. Prvič zato, ker nas je, to bomo tudi malo kasneje potem skoraj spravo iznata, ker se je poročil, ker je v bistvu, ker je preživel ta usodni teden po napadu v Novem mestu, ker se je v bistvu, se mi zdi iz novega obraza, predvsem v zadnjem letu, tudi skozi vse slabe epizode okoli KPK-ja, pa Bobnar, pa tako dalje, se je naredil v politika, pač v vseh pomenih te besede. Se mi zdi, da se je končno priučil politično obrti z vidika komuniciranja, z vidika hvatanja krivin, z vidika, če treba tudi zlorabe postopka, vse pač v funkciji politične ekspeditivnosti. Tako bom rekla, moj favorit Gašiša na javnomnenjskih in med priljubljenosti politika zdaj ne 10 mest. Nataša. Lestvice ne Andraž bo pa rekel o lestvicah nepriljubljenosti. Niso kriteriji, ne on morejo to more biti reči, kriteriji, ipak ne. to prodaja. Izvoli, Andraž. To ne more biti kriterij. Jaz bi se tle pridružil Aljažu, tudi jaz nominiram Roberta Goloba iz večine teh razlogov, ki jih je navedel. Dejstvo je, da če se spomnimo prvega leta, drugega leta, vseh tistih izjav, kolikrat se je zapudil v mikrofon in rekel marsikaj predno premislil, do različnih potez, ki mu res niso šle v prid, da je vse to uspel obrniti v to, da je on danes še vedno lider stranke, vlade, s pozicijo, da na naslednjih volitvah morda celo zmaga, ga po mojem mnenju uvršča na to mesto. Jaz bom pa za politika oziroma političarko leta kandidiral Natašo Golob Musar in pa Roberta Pirca. Namreč predsednica in predsednik po mojem v največji možni meri določata slovenski politični prostor in to na način, ki ni nujno najbolj produktiven. Zato sem pač iz njunih imen
naredil neko mešanico, seveda gre za Natašo Pirc Musar in Roberta Goloba. Ne? Za tiste, ki niste vedeli. Kdo bi si mislil? Ne, one dva... Vidim, da se pripravljamo že na kviz, LDGD kviz. Poslušajte, ker to bo gotovo eno ta njun konflikt, ne, jaz mislim, da mi lahko govorimo o konfliktu, ne samo o različnih pozicijah, na katerih stojita in iz tega izhaja njuno delovanje v politiki. Jaz mislim, da ni produktiven. In zato se oba od njiju skozi to diskvalificirata kot kandidata, po mojem mnenju, za naslov političarke oziroma politika leta. Po drugi strani sta pa skozi ti dve svoji poziciji tako močno prisotna, tako močno določata dinamiko dogajanja v politiki, manj v družbi, v politiki pa vsekakor, ne, da ju velja omeniti na tem mestu, tako da moji nominaciji Nataša Golob, Musar in Robert Pirc. Dobro, razočaranje leta. To smo rekli, da je oseba, stranka, dogodek, dejanje, ki je po našem mnenju najbolj razočaralo. Antiša, ti še nisi bil prvi. Ja, bil sem v precejšnjem precepu. Razmišljal sem o tem, da bi za razočaranje leta imenoval Janija Prednika, ki se je zapletel v neskončen škandal z družinskim nasiljem. Potem sem se pa odločil za nekaj, kar je morda malce pod radarjem, ne, pa se mi zdi vredno omembe. In to so novinarska stanovska združenja, in tukaj imam v mislih predvsem Društvo novinarjev Slovenije, ki so povsem tiho ob tem, kar se dogaja na Siolu, kjer so recimo, o tem se sploh ne govori, ne, kjer je vlada poslala dva svoja politična komisarja, enega za kolumnista, drugo tako imenovano novinarko, ki pa piše članke, ki predvsem osvetljujejo lik in delo posameznih predstavnikov vlade. Po drugi strani gledamo to, kar se dogaja na TVS Tarčo, ki jo omejujejo oziroma utišujejo oziroma ukinjajo na nek način, seveda bo še naprej Tarča, ampak bo povsem drugačna. In nikjer ni nikogar, ki bi šel na pločnik pred RTV in rekel, tega se pa ne gremo več, oziroma gospe in gospodje, zdaj pa dovolj. Ne? Zdaj o motivih, zakaj se to ne zgodi, jaz tukaj ne bom špekuliral. Se mi zdi pa slabo to. Se mi zdi slabo, zato ker imamo tako različne vatle za nekaj, kar se je dogajalo pred 4 leti, smo bili vsi na ulicah, ali pa so bili, no. Danes ni pa nikjer nikogar, to se mi zdi narobe in na tem sem razočaran. Tudi kot novinar, ne nazadnje. For the record, jaz nisem kolumnist, ko so ga poslali na Siol, ne? Ne, to je en je Damir Črnčec, druga je pa Mateja Hrvatin Trunk, če se ne motim. Ne? Ja, še eden je pa Aljaš, to je mislil. No. Aljaš je tudi tam kolumnist. Izvoli Aljaš, pa nadaljuj. Moje razočaranje leta, po bistvu sem dosti razmišljal, a je res razočaranje leta, ker že tako nisem imel velikih pričakovanj od njega, ne? Ampak vendarle, tudi teh nizkih pričakovanj ni izpolnil Vladimir Prebilič. Starejši občani bojo pomnili zadnjo epizodo, kjer smo ga kar obrali do kosti, ne? Ampak tako, se mi zdi nasplošno serija napak, ki so bile hkrati popolnoma nepotrebne in hkrati seveda popolnoma predvidljive. In ravno mislim, da je ta predvidljivost največje razočaranje, ker tako malo je bilo potrebno, da bi eno izvenserijsko potezo naredil. Ne vem, recimo proti pričakovanjem odstopil z mesta evroposlanca ali pa ne vem, proti pričakovanjem morda prevzel vodenje stranke Vesna, prednje je ustanavljal svojo. Pač nekaj, za kar smo rekli, tega pa zihrano naredil. Ne, naredil je točno to, kar smo rekli, kar smo vsi vedeli, da bo. In zdaj... Dobar, Zorko ima tudi ta predlog. Ja, do te rubrike sem še kar neoriginalen, vidim, se podvajam z ostalimi kolegicami. Z drugimi besedami, plonka vsi. Res je, da sem izpolnjeval zadnji, mižal sem na levo oko. Selektivno si mižal. Prerod Vladimir Prebilič, absolutno razočaran, pa spet ne zaradi tega, ker je... A sem kaj narobe rekel? Prerod je, ne prerod.
Kakšna imena ima? Kakšna trohica. Prerod, kakšna trohica je bila zdaj to Antiš? Zdaj ne vleč stvari izpred 2 tednov, no, zadnjega tedna. Kdo se pa sploh še spomne? No? Ampak res je. Ja, mislim, res. V glavnem, to, kar je Aljaž rekel, ne zaradi tega, ker so tako plonknili, kako je to zdaj, padli na javnomnenjskih raziskavah že v štartu, ne, ampak odkje? You plonka. Only frozen horses. No ja, to sem gledal. Hočem reči, ne, da, veš, to, ko sem imel prejšnji teden v Bizarki, ne, kako imaš lahko tako pomanjkanje stika z realnostjo, da se greš to. Jasno je, da ni bilo pogojev, nobenih pogojev ni bilo, unih osnovnih pogojev za nastanek te vrste nove stranke ni bilo. Nič jim ni bilo jasen, vseeno so šli v to, ampak razočaranje je pa tle to, ki si ga tudi že malo namignil, ne. Greš na volitve evropske, se povežeš z Vesno, osvojiš mandat in pol prideš in rečeš, zdaj bi šel jaz mogoče na državnozborske volitve, sam ne bom šel zvestno, ampak unga mandata pa nam vrnil. Ne. Za vsak slučaj, če mi slučajno s prerodom, ne rata. Ne. Mi smo v tem podcastu njega omenjali velikrat, nekaj časa sem imel občutek, da nas bo obtožili, da vodimo kampanjo za njega, že leta nazaj se je omenjal, če ni bil trikrat omenjen, a je bila epizoda sploh? Ja, ni bilo kvote, ja. Tako je tudi z tega vidika je bilo tudi neke mere razočaranje. Ne? Ja, kaj se pa greš? No? Takšno upanje smo imeli. Kaj pa je zdaj to? Ja, a veš, zakaj on ni vrnil mandata iz istega razloga, ker ima župan Kuhrico? Vsak slučaj. Kako ste duhoviti. To je zanč Franci Kek razložil. Se spomnim v eni od prejšnjih epizod, se pravi zadnji, smo se spet pozabili takrat tega, predzadnji pa sploh, okrog vprašanja referenduma in zakaj pa šel to preobrata, to je pa Franci Kek zelo lepo opisal, ne vem, če ima on kolumno na Siolu, tako kot določeni privilegiranci. Ja, seveda jo ima, ne? No, ne, ampak je napisal, da pa so določeni ljudje glasovali proti za vsak slučaj, čeprav so bili intimno za, tako kot grejo nekateri kmaši, ki ne verujejo za vsak slučaj. No, dobro. Ker smo že pri Novomeščanih, ne? Moj izbor, ja, ko smo že čudovita istočnica za moj izbor za razočaranje leta in nominiram Šutarjev zakon kot simbol zgrešenega reagiranja sistema, ko je že prepozno. Ne. Iz več razlogov, ker je naprej hitro spisan in kot tak skoraj da garant, če gre verjeti tistim, ki se bolj spoznajo na to, garant za vrsto tožb in niz porazov v tej smeri. Drugič, ker normalizira izredne pristope kot novo normalo in ker je bilo potrebno očitno nekaj tragičnega, da je prišlo do sprejemanja objektivne odgovornosti. 2 ministra sta odstopila, tako da te 3 stvari so me privedle do nominacije Šutarjevega. Mimo grede, a kdo ve, kdo jo je nadomestil? Ja, dajmo. En je Zlobnik. Zlobko, doktor Zlobko je za policijska oziroma. Druga je pa sekretarka. Vem, da je tudi Andreja. Primka ne vem pa, da je bila sekretarka, ki so jo... Ni Katič, ampak je druga Andreja z ministrstva. Ja. Ni Andreja. Ja. Andreja z ministrstva. Ja, ne vem. Kaj litiska človeka naredi, ne? Ja. Dobro. No. Nataša, načeloma imaš, seveda imaš prav. Imam prav. Mislim, da ti imam prav. Štef ima prav. Pač to je pač... Ne, se ni za prav pa narobe. Pač vsak ima pač svoje, ne, se mi zdi nominacija gospoda Prebeliča tudi kar na mesto. Še kakšno o Andreji? Kjer je zdaj? Ampak iz ministrstva. Zdaj vi 3 nekaj veste, kar jaz ne vem. Ja, ne, zdaj smešen je, ne.
Sam pa pijani smo. Kaj se ta reče, da začne v 8? Vem, pa ne more biti. Se meni je pa prej to naredil, v prejšnji epizodi. Ti reče, da začne. Sem bil smešen. Okay. Anyway, naslednja kategorija je drugi dogodek leta. Se pravi, teza je, da pač je vsem jasno, ne? Zna se, kaj je bil glavni dogodek leta, čeprav mogoče za letos tudi bi bil to celo debata, ne? Kaj je bil glavni dogodek leta, ampak seveda, kaj je drugi ključni dogodek na notranjem političnem parketu, ki je zaznamoval leto 2025, Andraž, po tvoji izbiri. To je pa tle, kjer se jaz ne strinjam z Štefi. Iz druge rubrike, če sem si prav zapomnil. Namreč, ni čisto res to, kar si rekla, ne, da pa po vsem tem še vedno ostajajo SD namreč na 10%. SD-ju se prvič... Ne, da ostajajo, da so se dvignili. No, dvignili se pa sploh niso. Ne. Oni so vse čas, oziroma tako bom začel, oni so vsa ta leta, vseh teh strank novih obrazov, so vedno izkoristili tisti moment, ne, ko je stranka novih obrazov začela padati. Takrat se je SD praviloma začel dvigovati. Če se boste spomnili, predno se je Cerar pojavil, naprimer, ne, so bili na čez 30. Ne. Dejan Židan se je že videl kot Dejan Židan je videl sebe kot predsednika vse, pa so končali na 6% takrat, ne, klavrno. In potem je to še dvakrat. In tle se je letos, oziroma ne letos, v tem mandatu začelo dogajati podobno. To je bilo leta 2023. GS je takrat septembra, jeseni, oktobra po poplavah doživel upad kot posledica enih par zelo nespretnih potez in izjav. Smo jih že zadnjič omenjali, ne bom še enkrat ponavljal. In SD je bila že v vzponu, pa je prišla pa Litijska. Litijska, ki jih je spravila na 2%, če se spomnite na raziskave, oni niso bili nikoli na tako nizkem odstotku. In oni so, zato je to meni drugi politični dogodek leta, po vseh teh letih uspeli priti do tega, da so načeli lastno najbolj jedro, trdno bazo, ki jo imajo, ki seveda postavlja pod vprašaj verjetnost, ali bodo prišli v državni zbor ali ne. Jaz mislim, da to sicer ni pod vprašajem, ampak še nikoli niso bili oni 3 mesece pred volitvami v javnomnenjskih raziskavah tako nizko, kot so sedaj. In to je po mojem drugi politični dogodek leta. Antiša. Ja, jaz bom nominiral oziroma omenil poplavo teh cenenih, ne, ki pa niso poceni, ne, tukaj je razlika pomembna, vladnih predvolilnih darilc. Se pravi, govorimo o podaljšani vinjeti, govorimo o usiljeni božičnici, govorimo o umetni inteligenci za vse, ne, ki jo bomo dobili. Ne, ne samo za peščico. Ja, ne samo za peščico, ja. Drugi val. Mislim, se mi zdi pomembno vzpostaviti to razliko, a veste, kaj te stvari so cenene, po mojem, niso pa poceni, ne, oziroma ne bodo poceni. Predvsem pa s tem se mi zdi, da oblast kaže na to, oziroma skozi to kaže, kako nas vidi. Ne. Vse to se po moje, se meni zdi kar precej podcenjujoče do vseh nas. Ne. Zaradi tega, ker, kot je bilo že večkrat rečeno tudi tukaj, na koncu bomo to plačali. Ne. Veste, mi štirje, pa še vsi naši poslušalci in poslušalke in še marsikdo, ne. To je tako, je razumljivo, da v predvolilnem letu greš nasproti volilnemu telesu. Se pravi, mu greš uprit, no, tako bom rekel, ne. Ampak, veste, na mogoče majčkeno bolj sofisticiran način, ne. Tle imam eno repliko, kolega. Ja, seveda. Ta se mi zdela kar populistična, da rečeš, bomo plačali. Ne. Mi se moramo zavedati, tega ne bomo mi plačali. To bo šlo iz državnega proračuna. Ja, smo prispevali tudi mi v ta proračun, ampak ko mi enkrat prispevamo skozi davke, to smo že z družbeno pogodbo uredili, to ni več naše. Ampak, Andraž, je stvar na tistih, ki upravljajo s tem, ki smo mi zaupali glasove, da upravljajo s tem denarjem. Ti kot delodajalec boš koliko kot države dobil za to, da boš izplačal? Jaz kot delodajalec si že doslej izplačal, v redu. Ja, če doslej ne bi, koliko bi dobil od države? Ja, natanko nič. Jaz sem tle bil zadovoljen, kot mi smo vedno, če se je le dalo, izplačali božičnico, 13. plačo, zimski regres, ni da ni. Letos nam je bilo to omogočeno brez dodatnega bruto stroška, za nas je bilo to dobro. Jaz pa ne govorim o tem, jaz govorim o tem, da če ti tega navade ne bi imel, oziroma če tega ne bi izplačal, septembra ti nekdo pride in reče,
moraš, čeprav si to težko prvoščaš. A veste, Sej, jaz bi sam čakal, da lahko sam roko dvignem, nimamo debate o tem. To pač so izbire, pove kdo, kaj je. Tle ne polemiziramo, zakaj neki bi, pa ne bi, ti pač vaniljev sladoled, ti pa čokoladen. Mene sam zanima, ne da bi, mislim, razumem ves tvoj point, ampak... Jezus. Kva? No, kaj dej. A lahko je povem, kle? Štefi je rekla, ni razprave. Ja. Ne, ni razprave, ampak obstaja film, v katerem ti to, Antiša, vidiš kot vendarle zvito politično potezo. Ker, a veš, stvari, kot so izredne uskladitve pokojnin in tako dalje, za ciljno publiko, ne, poskrbeti za ciljno publiko je dosti stara politična metoda pri nas. Ne. Samo se mi zdi, da tokrat, kot ne vem, mislim, smo tudi mi pravilno ugotovili, je gro volilnega telesa največje vladne stranke javni sektor. Zato smo imeli tudi, pač so se uskladili glede plač, ker smo, v bistvu, to je bila dosti večji bombonček uskladitev plač kot božičnica, ki, kot si ti, Nataša, enkrat rekla, so tvoji na univerzi za tretje življenjsko obdobje ugotovili, da naslednje leto verjetno ne bo več. Ne? Tako, a je scenarij, kjer lahko rečemo, ja, lej, expensive but smart? Ti bom vrnil z vprašanjem, a misliš, da bi leta 23 ali pa tudi leta 24 ti vladni ukrepi bili ali ne? Ne, popolnoma jasno je, da gre za kupovanje glasov. Seveda, no, to. Ja. Kera vlada jih pa še ni kupovala? No. Marsikatera jih ni tako prozorno in transparentno. Evo, lahko rečemo, da je vlada transparentna. Imamo nekaj dobrega v tem. Jaz bom omenil sam bone za slušalke v tem primeru. Fair point, ja. No, ampak kukorkoli. Je pa, cenovno je pa vendar ene razlika. Od mnogih, ki so letki leto denar znebadala. Ja, lej. No, najprej sem zdaj jaz na vrsti. Moj drugi dogodek leta je pa, no, kar se že omenil, zdravstveno na narekovajih reforma. Istočnico sem ti dal, ne? Ja. Ki bi jo sicer skoraj dal za podvalo leta, ampak je bila čist preveč na radarjih za to, da bi bila podvala. Ne? Ampak se mi zdi to ena od teh stvari, ki bodo v dobrem ali pač mora biti bolj v slabem zelo vplivale na pač naslednja leta, ne glede na to, kakšna bo oblast. Da ne govorimo o novem zakonu o digitalizaciji, ki se je tudi zelo potiham in brez kakršnega koli opozicijskega nasprotovanja sprejel, za katerega se pač govori, da so bile lobistične firme imele prste zraven. Ne? Tako da ves ta zdravstveni paket se mi zdi, da je v resnici ima implikacije preko samega zdravstvenega sistema. No? Tako da se mi zdi to drugi dogodek leta. Super izbor. Moj izbor so pa referendumi kot športna disciplina, omiljena tema, o kateri večkrat razpravljamo. Letos smo se ukvarjali z dvema, ne? Se pravi z referendumom o dodatkih umetnikom in pa referendumom o prostovoljnem končanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar seveda za sabo potegne kup kampanj, kar seveda za sabo potegne kup manipuliranj z izjavami in populizma, kar še da niti ne omenjam neracionalne trošnje sredstev. Vem, Pengovski, da ti tukaj živc po tleh pada, ker referendumi so naša pravica, čim večkrat, tem boljše. Rahlo je utripa levo oko, ampak ja. Tako, ne? 6 milijonov mečemo v luft vsakič, to, da niti ne omenjam te zadnje pozive o tem, da bi celo enega ponavljali. Skratka, vrsta razlogov, zakaj se mi zdi to slabo in ga dajem tudi med druge dogodke leta, ker samo še poglablja nezaupanje v politiko in politike. Tlete bom, kot bi rekel naš bivši direktor, challengeral, ampak spet čez 2 rubriki. Pa kar nadaljuje, Nataša, mogoče s podvalo leta. Ne. Imam. Za bralce ta rubrika je prazna. Ne, zaradi tega. Za bralce.
Ta rubrika je prazna, zaradi tega, ker sem bila v dilemah, kaj izbrati, in sem rekla, bom jaz poslušala njih 3 in se bodo borili za moj glas. Torej, enega od vas. No, to pa je Podvala leta. Tako. Eskiviraš. Evo, in se rekel, bom Podvalo, beta Bravo, Podvalo Nataša, izvedla, bravo. tako da izvolite, pa se borite za moj glas. Podvala leta, vrhunska Nataša, vrhunska, Nataša. vrhunska. Jaz sem lansko leto, kot bo pozorno uho poslušalke, poslušalca, se zagotovo spomnilo, nominiral Demokrate kot Nado leta. Žal mi je. Demokrati so namreč Podvala leta. Jaz sem en tistih, ki so v začetku nastajanja te stranke verjel, da gre pa morda res za nek preskok, za nekaj novega, za nek prelom te tradicije SDS-a in Janševe hegemonije na desni, ampak žal sem zadnje leto se pustil prepričati samega sebe v nasprotno. Namreč predvsem tisti članek, ki je bil v Mladini objavljen, da prevzem stranke konkretno, je bil po mojem kronski dokaz, zakaj tukaj gre. Poleg tega bi pa navedel še eno stvar, ne vem, če ste zaznali, ampak ta stranka sistematično glasuje drugače kot SDS v državnem zboru, v večini primerov. S tem skušati seveda dati videza, ne, mi nismo isti kot oni, mi smo drugačni. Med drugim, če se spomnite tudi glasovanja o NATO, referendumu za NATO, so bili oni tudi skupaj z GS, kakorkoli. Izkazali se bo, če bo nekdo pogledal ta glasovanja, da so pri tem izjemno nekonsistentni. Edina konsistenca, ki je pri tem, je, da so glasovali nasprotno kot SDS. Gre za sistematično dajanje vtisa, da gre za res novo stranko, ki se bo res pogovarjala z vsemi, tudi obračunavanje na družbenih omrežjih, ne vas ne zavedejo, kaj šele plakati, ki so, moram priznati, še kar izvirni, saj veliko se je govorilo o njih, ampak definitivno po volitvah prvi dan, če bodo demokrati tisti, ki bodo odločali, kdo bo kingmaker, bo to Janša. Misliš, bo demokrati... Če bodo oni kingmaker, kdo bo predsednik, bo to Janša. Okay. An interesting take. Naprej. Antiša. Ja, jaz bom pa za Podvalo leto nominiral nekaj, kar bi lahko bila tudi samo Podvala. Ne? Namreč, odprtje železniške povezave med Celovcem in Gradcem. Ne? To vest smo verjetno zasledili vsi. Ne? Je pa to stvar, ki je absolutno ne smemo podcenjevati. Pot, ki je nekoč trajala, mislim, da blizu 3 ure, danes traja manj kot 45 minut. Kaj ima to za posledico? Za posledico ima to, da danes iz Trsta na Dunaj potuješ ne skozi Postojno, Ljubljano, Zidani most, Maribor in tako naprej, ampak Zidani most, prestopiti, prosim. Ampak skozi Videm, Beljak, Celovec, Gradec in na Dunaj. Ne? Skratka, to je stvar, ki so jo Avstrijci speljali zdaj v zadnjih 15-20 letih, ni bila poceni, ampak ta stvar, ta proga ključno spreminja prometne tokove in jih odvrača od Slovenije. Ne? To pomeni, da bodo logisti, ladjarji, prevozniki, vsi bodo v veliki meri šli mimo Slovenije. Kaj pa to pomeni, pa vemo. Ne? Tako da to je po mojem Podvala oziroma samo Podvala leta. Skratka, stvar, ki se nam bo še močno otepala v prihodnjih ne letih, kaj šele tednih in mesecih, pač pa letih in desetletjih. Ne? To je strateški premik, po mojem, ki mu Slovenija ne bo mogla slediti. Kljub temu, da bomo imeli prihodnje leto, mislim, da je 11. marca testno vožnjo na drugem tiru, ne, to ne bo vplivalo na to. Tako bom rekla, srce si pustil na igrišču, se boriš za točko. Nataša, ipak ne. A veš? Tukaj treba citirati, mislim, da zadnji LDGD, ne, kjer ste
sta bila sploh vidva navdušena nad idejo Frečerose, ki ne bi prišla v Ljubljano, ne? In potem, Pa se je skazalo, da je šlo za prvo aprilsko šalo. ja, ki je v bistvu ni bila šala najprej, ampak se potem žalostno umrla na mejah Slovenije. Na sežanski postaji. Tako, ne. Žal. Ja. Ja. Nekaj sem hotel pripomniti, da je tudi že šlo v etru. Moja podvala leta je pa vpis gotovine v ustavo. Moja bizarka, Ja. pred zadnje. Tvoja bizarka, tema moje aprilske, Sraka je. Sraka, ne kaos. Sraka. aprilske kolumne v Siolu, takrat, ko je bil to še osnutek, takrat, ne, ko so vsi govorili, da se iz tega ne bo nič. Ne. Odprli smo vrata vsem možnim teoretikom zarote, da skozi neke brezvezne državljanske pobude, samo zato, ker nekdo zbere pač 50,000 podpisov, da se zdaj pa kar spreminja ustava. Najbolj grozen predvsem skupaj je to, da so vse politične stranke iz celega spektra so rekli, ojoj, to je en kos, to je bazen volivcev, ki ga morda bomo krvavo potrebovali na volitvah. Glejte, kaj se je zgodilo z Gibanjem Svoboda leta 2022. Ne smemo si tega privoščiti. In so gladko pustili, da so zdaj teoretike zarote diktirali spremembo ustave, še celo več, eminentni pravniki tipa Igor Kavčič in celo Miro Cerar, ne, so predvsem skupaj držali svečo, sicer imeli nekaj zadržkov, ampak če tako pogledamo, se morda vseeno da. Lekcija tukaj pa je, da je ustava zdaj pač nekaj, po katerem lahko šari vsakdo, ki je dovolj vztrajen in ne nek tekst, ki se ga pač postavlja in drži in ki je temelj neke pravne predvidljivosti. Tako da ta stvar, ne dejstvo, da je gotovina v ustavi, ampak način, na katerega je prišla v ustavo in motivacija, ki je zadaj, to se nam bo po mojem še zelo oponašalo in bomo posledično kar trpeli v naslednjih tudi letih in desetletjih. A lahko sem pred končno razsodbo, ki bo Se dva malo od še nas boril? treh Ja. ugonobla, a so v državnem zboru to sprejeli z dvotretjinsko večino? Sveda, drugačne Drugačne gre, ne? Ja. Ampak se pravi, edini primer, ko je državni zbor dosegel dvotretjinsko večino v zadnjih ne vem koliko letih. Ne bi šel tako. Mislim, da jih je bilo ene par. A je bilo? Problem v bistvu je to problem slovenske enotnosti. Takrat, ko je slovenska saj to, politika ja. preveč enotna, ne, takrat je zihar nekaj slabega. Ker veš, kaj je bila tudi dvotretjinska. Mislim, pa ne, da je bila zahtevana pri referendumu in potem tudi odpovedi referenduma o JEK2. Tam so bili tudi skoraj vsi za. Jaz pa vem, kje je državni zbor konsens. Davnega leta 91 ali pa 92, ko smo kot študentska vlada vložili amandma za subvencijo študentskih bonov. Sprejeto s konsenzom. Ja, da ti povem tudi, redkih priložnosti. no, ti tudi povem zakaj, ker je pač Slavko Gaber rekel, da je pust primer, ne, oni so država v državi. Res smo bili. Torej, Kaj ne rečem? Vsi ste dali skoraj vse od sebe. skoraj vse. Eni imamo še srajco gor, da rečem redo. Ampak, zelo dobre izbire, zelo lepo ste utemeljili. A lahko ta športni studio zdaj preskočimo? Ja, ampak recimo, da bi moja točka bi bila pa Podvala Antiševa. Kuhna. Antiševa Podvala. V kuhinji snemamo. Videla sem, začutila sem majčken več žara, čeprav vem, da Pengovskega te pravne zadeve, postopki, procedure je čutiti. Ustava, vpisi, bodo, ne bodo, kdaj bo izbrali. Koliko si rekel, 50 jurjev? 56,000 je bilo. Ja. Ja, no, za moj referendum je 40 jurčkov. Ja. Bolj se vam splača ne ustava, referendum. Tako da, no, moja točka bi šla, hvala Antiša, odprtju železniške proge, ki preusmerja tokove iz Italije mimo Slovenije v Srednjo Evropo. Iz Avstrije v bistvu, ne? Iz južne Evrope, ne? Ja, Iz zahodne in južne Evrope v srednjo Evropo. Ne? tako da to.
To se bo klele ponovil. Zdaj pa nebuloza leta. No, pa kar začni. Bom začela, se pravi, moram si članek odpreti. Končno si pripravljen. Končno sem pripravljen. Skratka, moja nebuloza leta, opis nebuloze je najbolj zgrešena politična poteza ali izjava. Težko je se pač zbrati eno samo. Moja je AI za vse, ne le za peščico, oziroma kot je razpis objavila vlada, sicer brez kakršnekoli javne razprave, razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi, pozor, vsak državljan dobil brezplačen kos do vseh orodij umetne inteligence. Tako da kle se mi zdi nebroj nebuloz od vsak državljan, ker zdaj že slišim, da ne vsak državljan zares, do vseh orodij, ne, do brezplačno. Nič ne bo brezplačnega, s tistimi 10 milijoni ali koliko so jih namenili temu, se ne bo nič začelo in ne vem, kaj bi lahko dobila, česar že nimam za to neko brezplačnost in od providerjev, ki so galaksije, pred čemarkoli bomo v Sloveniji s tem začeli. Tako da jaz bi tole dala za nebulozo leta. AI za vse, ne le za peščico. A ni tako, da so od teh velikih providerjev hoteli imeti ponudbe? Ja, od teh velikih providerjev so ponudbe in bomo plačevali proverzijo 2 milijonom ljudi vsako leto. A sem lahko mičken ciničen? Razne kletne operacije rabijo imeti pro-level dostop za to, da lahko generirajo fake news in tako dalje, ampak je treba to skriti v neko državno inicijativo, ne? Kaj želiš od mene? Ja, ne, sem pač malo ciničen. Jaz sem tle na stališču, da ideja v osnovi ni slaba, da pa glede na to, kako so se stvari izvajale v tej državi zadnja leta. Skomunicirano je bilo pa tako, če smo že tudi prekomunicirani, ker kot vidite, moja linija kaže izborov v LDGD Actually, kaže velik naklon komuniciranju v takšnih ali drugačnih oblikah. Kaj da bi se s tem ukvarjala? Tako da, poglejmo, kaj ima recimo Aljaž? Moj je pa, kaj smo že rekli, da se uradno ime kategorije nebuloza leta. In mislim, da je moja nebuloza je pač skoraj referendum o izstopu iz Zveze NATO, ker to je bila pa tako, mislim, jaz ne morem drugače, ampak serija Mirjam Kurcev, ki je pač izmakla kontroli in na koncu je prišlo dejansko do tega, you can't fire me, I quit, ta scena je bila. Zdaj bomo imeli pa referendum o financiranju oboroževanja. Ne, imeli bomo referendum o članstvu v Zvezi NATO. No, vidiš, še tam je šel po referendumih kot športni disciplini. Pa se je na koncu ga ni bilo, ampak to je bilo pa od vseh možnih nepotrebnih potez in nepotrebnih izjav, se mi zdi, da je imela ta pa pač je bila najbolj nepremišljena, imela potencialno daleč najbolj dalekosežne posledice in tudi točka, na kateri so, po mojem, tudi naši zavezniki in partnerji in tako dalje po Evropi in po svetu trzni in so rekli, what the fuck is going on? Tako da to se mi zdi, da je pač slovarski, ko bomo pisali slovar LDGD, in bomo rekli nebuloza leta, bo po mojem ta slika zraven. Evo. Antiša? Ja. Moja kandidatka za nebulozo leta se je pripeljala proti koncu leta, pa še rima se. Jaz bom kandidiral ta poskus ovreči rezultat zadnjega referenduma. Ta je, se pravi, gremo na referendum, s katerim se strinjamo ali ne. Disclaimer, se ne strinjamo, ampak pač ne, Bog pomagaj. Na referendumu stvari ne grejo tako, kot bi si želeli, tudi po zaslugi tega, ker ne gremo na referendum v zadostni meri. In potem poskušamo najti načine, da ovržemo rezultat, ki je bil dosežen na referendumu. To se mi zdi tako še kar nebulozno.
Prav, in še Andraž. Ja, jaz sem pa posegel po moji bizarki iz prejšnje epizode, ki žal spet ni zmagala, pač takšna je moja usoda, vedno, kadar pade Stenmark, pade tudi Križaj. Tako. V glavnem gre za, tudi malo tle je res, treba priznati, da gre malo za pristranski vpliv oziroma pristranskost dogodkov, ki se zgodijo v zadnjih mesecih, zadnjem mesecu, v zadnjem tednu, predno imamo to oddajo. Ti dogodki imajo prednost, to je podobno kot primer kanadskih osnovnošolcev, namreč tisti, ki so rojeni januarja, februarja, marca, imajo v kanadski hokejski ligi bistveno večje možnosti uspeha kot tisti, ki so rojeni oktobra, novembra in decembra. Skratka, če povzamem, v mladosti preseliti v Kanado. Gre za skrbi tvoje intimno poznavanje kanadskega hokeja. To sem z ene knjige Freakonomics ali pa kaj takega pobral, sem si zapomnil, zato ker imam otroki in rojeni, ne bom povedal kdaj. Sem že preveč povedal. No, vse. V glavnem, Prebiličevo vabilo na kavo se mi zdi absolutna nebuloza leta v stilu košarkarskega trenerja, ki sem ga že večkrat omenil, verjetno tudi v prejšnji epizodi. Nekoč se je zgodilo, da so pač zgubljali 20 pik eni fantje, mladi, nadbudni, hotel jih je malo pogumiti v polčasu in jim rekel v slačilnici, fantje, slabo smo začeli, pa smo pa malo popustili. In to povabilo na kavo je te vrste tolažba za ekipo, ki se je zbrala okrog Vladimira Prebiliča. Ja, potem smo pa pri rubriki Drama Queen leta. To pa je, kdo je resnična Snežinka. Recimo, ajde, Aljaž. Jaz moram pa... O tem sem malo razmišljal, ne? Ker se mi zdi, da enega samega letos ni bilo, ki bi pač... mahal z ročicami, ne, in pač trpel Jobove muke, ali ne vem, čigave že muke pač zaradi, ne vem, tega ali onega napada fašistične levice, ali karkoli je pač zdaj nova trenutna besedna zveza, ne. Ampak se mi zdi, da najbližje temu je prišel Matej Tonin, ki se mi zdi, da je bil osebno ogrožen, tako rekoč na poti do kastracije, z pobudo My Voice, My Choice, užaljen, ogrožen, izzvan in ne vem kaj še vse, ne. Tako prav videl se je, da je njegova bit je ogorčena nad debato, ki jo pač mora imeti ta sveti prostor Evropskega parlamenta, kjer se usoda kontinenta se odloča in presoja, in potem so pa zdaj ene ženske, z ene Slovenije so si drznile obremenjevati vse te moško populacijo z takšnimi trivialnimi vprašanji, mar vendar ne vedo, kje jim je mesto, ne? Tako, prav, grozno mu je bilo in se mi zdi, da je posledično si zaslužil nominacijo za Snežinko leta. Moja nominacija za Drama Queen leta oziroma za resnično Snežinko leta je pa Zoran Janković in ta balkanska telenovela v ljubljanski produkciji. Zakaj Zoki? Celo leto je bil, lepo plešeš, Aljaž. Celo leto je bil letos kar precej aktiven, od pisma podpore Vučiću v luči teh srbskih protestov in pol zgovarjanja, kaj mislil, pa ni mislil, pa stoji za tem, pa kdo je oddal pismo, do podpiranja Dodika, češ kako se Dodiku godi krivica, do tisočev, ki ne razumejo tega njegovega C0 kanala, do vloge PR-ja premierja Goloba, tudi njega brani, in jokanja ob eni od zaradi zadnjega pregona tožilstva in ene zadnjih tarč, če ste jih spremljali v 2025, ko so kar razkrivajo, ali pa vsaj tisto, kar smo uspeli videti v oddaji, kar precejšnje v narekovaju nečednosti in spet seveda ne razumemo, kaj se on gre in se mu velika krivica dogaja. Ob tem pa dodatno vse v Drama Queen leta uvrščam vse tiste, ki pizdijo čez to, kar gospod in njegova kamarila dela,
hkrati pa čez 1 leto bodo spet volitve, sicer je rekel, mislim, da maja, da se bo odločil, ali bo šel, čeprav po drugi strani pravi, da delajo plan za Ljubljano do 2045, ne, in bo spet zmagal. Mislim, ne bo, če se bo pojavil kandidat. No. Pač. Problem Ljubljane ni v tem, da bi volivci volili Jankovića, ampak v tem, da si nihče ne upa ali pa ne sme kandidirati proti njemu. Če se bo odločil maja, je to naredil ravno zato, da bi ker je dobil zeleno luč. Ne samo to, da bi zaprl možnost, da se kakšen tak pojavi. Ne? No, anyway, skratka, veliko ljudi pizdi, 20 let zmaguje. Komentiram zato, ker sem tudi jaz, ne da bi prebral, res iskreno povem, in sem potem, ko sem napisal našo tabelo, ki jo imamo na Driveu, kako sodobno, Zorana Jankovića pogledal, če slučajno, ne, oziroma kaj ste ostali predlagali in zaznam, da ima Nataša ne sam napisan Zoran Janković, ampak tudi utemeljitev za razliko od mene, ker sem svoj ime in priimek napisal, tako da podvukal na kraju svog izlaganja, podpišem vse, kar si ti povedala ravnokar. In dodajam, da je problem tega županovanja ne v tem, da ga ljudje volijo, ampak v tem, da nihče ali pa nikomor sploh ne pade na pamet, da bi nasproti njemu postavil nekoga, ker po 20 letih je pa česarkoli, kar je bilo dobro, kar je bilo slabo, res dovolj. Še Antiša. Ja, Drama Queen leta so po mojem vsi tisti, ki gredo v javni prostor, se izpostavijo, potem pa jamrajo, če jim nekdo nastavi ogledalo, se z njimi ne strinja, jih tudi jim grobo oponira in tako naprej. Če so deležni kritike, ki je v Sloveniji v zadnjem času vulgarna, je prostaška, ampak, a veste, Slovenija 2025 je to. Ne? Tako da snežinke so tisti, ki so, jaz temu rečem, poklicne žrtve, ki vsem, kar delajo, najdejo način, da pokažejo na drugo stran in rečejo, delate iz nas žrtve. Tako da, če se podaš v javni prostor, moraš biti pripravljen na to, da dobiš kdaj tudi udarec nazaj. In je dobro, če nisi v resnici poklicna žrtev, ki si neke vrste karikatura. No. V redu, ampak imena kolega, imena? Kolega. Prepoznali se bodo. In potem je še zadnja rubrika in to je Nada leta oziroma oseba ali dejanje, ki vzbuja upanje, da še ni vse izgubljeno, pa bom vrnila žogico Antiši. Čakaj, ne, prosti, najprej mora tradicionalno Andraž. Ali ne razumeš? Jaz mislim, da Nataša ponovno prav. Da mi dva rešava med sabo. Da vidi, da to zdaj rešava med sabo. In jaz bom strašansko bom neizviren, Nataša, in ti čestitam za izvirnost, ko si odgovarjala na mojo, kako se reče temu, skrajšano žogo na mrežo, ne. Kdor ne ve, Nataša je odlična tenisačica. Ne. Tako da jaz bom pa morda tudi kot izraz razočaranja nad slovensko politiko, kjer ne vidim nade, kjer ne vidim upanja. Ne. Nada umre kdaj? Predzadnja, ne? Ker zadnja umre babica. Ja, Andraževa. Bom počakal, kaj bodo rekli sogovornica in sogovornika in se bom potem odločil, komu dam pristanek oziroma točko. Dobro, naj gre v boj. To ste me zmeli, sem narobe povedal, upanje umre pred zadnje. Zadnja umre nada. Tako, no, ja. Zato sem videl, sem mislil, da je pametno, da ti najprej poveš, pa da pol ta dva. Kje pa leta Nada? Skratka, rubrika pri Antiši je Nada leta, kje je leta prazna, se zato. Ampak izvoli, Andraž, v boj. Jaz sem se prej spomnil, da sem rekel, da ti bom oporekal spet, koliko sem ti prej, 2 rubriki kasneje. Ja, ampak v bistvu ti ne bom jaz, ne. Nekdo drug madlele. Ne, ti boš sama, čakaj, kdo je že, ne, ti boš sama sebi. Oporekala? Ja. S čim? Zbinčka boš izvedla. Ja, seveda, ti sama sebi greš v kontradikcijo. Zdaj sem videl tabelo, ki sem pogledal. To sem jaz.
Kje pa? To je on, ja. To sem jaz. Dajmo, kolega. Ja. Tu trabaš malo. To se pa z te strani ne vidi tako dobro. No, skratka, dajte, kolega. No, dajte v redu. Stick to your lane. Ja, v glavnem, moja nada leta je pa projekt skupne liste Vesne in Levice, oziroma Levice in Vesne. Ne vem, če ste opazili v zadnji raziskavi Mediane, katere voditeljico ste častili in gostili tudi v Metini listi. Čaj? Čaju sem opazil, ja. Je zmanjkalo ostalih kandidatov? V glavnem so uporabili naziv skupna lista Vesna in Levica, s čimer so naredili veliko škodo, seveda, ne? Ker je Levica tista, ki tle vleče glasove, ki je na prvem mestu, ki je parlamentarna stranka in se mi zdi to izredno nekorektno od kolegice. Tudi je povedal, če bom srečal. V glavnem, skupna lista, zakaj? Ker so prepoznali dejstvo, da je treba pač glasove na eni strani združiti, ne drobiti. Druga stvar, tako kot si ti rekel, Aljaž, v štartu, v prvi rubriki, zakaj je Levica stranka leta, vse to drži, ne, zato ker odpirajo in vnašajo ta prostor ideje, ki jih drugi ne, in za njimi stojijo in jih celo, ko so v vladi, sprejmejo, ker smo zvestno po drugi strani dobili stranko, zeleno stranko, ki v tej državi v resnici še nismo imeli, čeprav smo imeli zelo veliko zelenih strank po imenu, ki žal ni prišla v parlament v prejšnjem sklicu, ker je pač kot ena od mnogih padla za svobodo in da so ugotovili, da je najbolj, da se pač sestavijo skupaj, ne kot skupna stranka, ampak kot združena lista, skupna lista in da so ta proces speljali na ta način, da se kaj šele se skregali, da so ga dejansko speljali do konca. In to se mi zdi v času, ko se prostor politično res polariziral do konca, ne, do obisti, da tako rečem, da prihaja do te neke politične modrosti, čeprav manjših strank, pa od tega ena neparlamentarna, da je to nada leta, no, da ne bo šlo v nadaljne drobljenje, tam, ki je že tako vse zdrobljeno, ampak v kontrasmer. Zato. Okay. Štefi pa gleda zdaj svojo statistiko glasovanj v prejšnjih letih in vidim, da ko gre za glasovanje glede nade leta, da kar precej zaupam nevladnim organizacijam in v tem vidim moč tudi slovenske družbe, ker leta recimo 21 sem imela pravno mrežo za varstvo demokracije, leto kasneje civilno družbo nasplošno, potem solidarnost ljudi ob poplavah, lani kot častno omembo kampanjo Moj glas, moja izbira, no zdaj pa ta kampanja, ki se je začela debelo leto, preden je prišlo do tega glasovanja, o katerem smo več povedali v zadnji epizodi LDGD-ja. Skratka, inštitut 8. marec je moja nada leta, slovenska ekipa, evropski učinek, ker so primer, civilne družbe, nevladne organizacije, ki ne samo komentira dogajanje, ampak dejansko premika stvari na terenu, ker so uspeli eno zgodbo, ki so jo začeli v Sloveniji, spraviti preko slovenskih meja, uspeli so obdržati kampanjo celo leto pri življenju in to je bilo kar precej logistike, to je bilo precej enega dela z zbiranjem glasov, z iskanjem prepoznavnih obrazov, ki so pomagali pri temu, da so prišli do impresivne številke, to je 1.200.000 overjenih podpisov in na koncu tudi rezultat, smo več v prejšnji epizodi že povedali, ampak kljub temu, da ne vemo, kaj na koncu bo iz tega, je pa to močen signal, močen evropski učinek slovenske ekipe. Skratka, na evropskem terenu smo uspeli s svojim znanjem, s svojo energijo in ker se mi zdi pomembno v današnjem času, ko je v sponu skrajno desne populistične stranke, ki nažirajo demokracijo, človekove pravice, tudi položaj žensk v svetu, pa pravice žensk, pa vlogo žensk, da imamo močen inštitut, ki pač res lahko premika stvari. Še vedno. Dobro si to povedala. Sam res. To je bila pa Štefi iz LDGD. No, ja, veste, borim se za glasove. Borim se. Podvukla na kraju svog izlaganja. Tako je. Podpišem, počrtam. Lepo si povedala. Bravo. To je še malo. Ja, veš, koliko je, le 35 minut zdaj. Jaz sem še na vrsti, moja nada leta je pa v resnici referendumska udeležba. To je zdaj ta kontradikcija. Tako,
nekje sem zapisal, mislim na blogu, da je ena od lekcij teh zadnjih referendumskih epizod, da je treba opraviti z domnevo, da manjša udeležba preferira desne stranke in višja udeležba preferira leve stranke. To mislim, da ne drži več. Tle se motite, kolega? Ja, ne vem, pač I have results that say differently. No, ampak ni bila dovolj visoka. Ja, ne? Ampak kakorkoli. Mislim, da je zdaj pač zadnjih nekaj referendumov, se pravi, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. V končni fazi tudi z referendumom Svetlane Makarovič, ki ga je Levica, levo-liberalni pol, načrtno bojkotiral, pa je bila še vedno relativno visoka udeležba, to pogledno. 4 posvetovalci, pa še pred tem Vode, smo imeli hočem reči, ta udeležba je bila višja od tistega, ki smo bili navajeni zdaj okoli referendumov, in se mi zdi, da to je pa že toliko pač posamičnih kosov nove informacije, da mislim, da upam, ne, in to je tukaj nada, ne, da upam, da govorimo o neki višji stopnji aktivnega državljanstva. Zdaj, morda to nekomu ni všeč v smislu tega, kakšne ideje zaradi tega prosperirajo, ampak se mi zdi, da je to neka nova realnost, in o kateri bo treba razmišljati tudi pri načrtovanju naslednjih političnih kampanj, in po definiciji ne more biti slabo, če je udeležba višja, kot smo je bili navajeni. Tle moram nujno dodati, nujno moram replicirati. Ja. Žal, dragi kolega, to ne drži. Ta udeležba je bila relativno visoka, to je res, predvsem zaradi aktivne mobilizacije desne od sredine, kjer je prišlo do aktivacije določenih subjektov, ki se v kampanjo niso prijavili in so agitirali na vseh možnih javnih prostorih na način, na katerega ne bi smeli. Druga stvar, referendum predtem je imel relativno nizko udeležbo, ker je bil bojkot. Udeležba predtem na posvetovalcih je bila visoka, ker so bile istočasno evropske volitve. Še predtem referendumi 3 so bili relativno visoki na valu izjemne enkratne visoke udeležbe volitev 2022. V primerjavi z 10-15 let nazaj je ta udeležba visoka, se strinjam. Ampak žal ne gre za trend, gre za trenutne okoliščine. Mislim, prav, ne, pač Mogu sem. Ja, ne, pač Okay. You can live in denial, kaj ne ti rečem, a veš? Ok, Nežka, povej. Nežka? Oh. Opa. No, ampak predno začneš, Antiša, da te nam prekinem. Ja. Ta kontradikcija, ne. Nataša izpostavlja referendume kot športno disciplino, kot negativen trend, ne, tipa udeležbo, da si ravno kar argumentirano. Ne, ampak to sta dve različni stvari. argumentirano, Ne, to sta dve različni stvari. Da referendumi sploh so, če pa že so, da je pa udeležba spodobna, je pa druga. Je pa To ti kle živiš ti jaz se živiš ne v samo prevari, vsako stvar, ki gre pač kontra sprejeti teli, zdaj pač lahko razložiš, samo Jaz se ne strinjam ne z tabo, ne s tabo. Antiša, s komu gre tvoj glas? To me zdaj ful zanima. Absolutno si imela boljšo predstavitev, Ampak. argumentacija je bila boljša. Ko sem videl, zdaj sem kao talenti, a veš. Ja. Ti si cel pol tega šova. Ko sem videl tabelo, sem rekel, moj glas gre Aljažu. Ne. Zato, ker se mi zdi to pomembno, kar si rekel, namreč, da se dviguje participacija v politiki. Ne. To se mi zdi res pomembno, zato ker ta višja udeležba na referendumih, ne glede na to, kaj pravi kolega Andraž, ne, je nek znak manjšega razočaranja nad politiko, no, tako bom rekel. Ne. Ampak vendarle to, da na 600 milijonskem trgu, ne, 600, Evropa malo manj. 550 milijonov, na prostoru 550 milijonov prebivalcev, ne, da rečem tako, na 550 milijonskem političnem trgu, ne, pomembno vlogo odigra ena ekipa iz Ljubljane, iz Slovenije, se mi zdi res kar dosežek. No. Tako da bi svoj glas dal Nataši. Zamudili ste izjemen prizor.
Antišov izraz na obrazu. Ja, to pa res lepo, Antiša, da sva si pomagala tako. A ne, de. Ne. A si opazil, Aljaž? Koliko Srbija pa Grčija na Euroviziji. Mi dva se kregava, ona pa sodelujeta. Jaz ne? sem- Kje sta delala ona 30 let nazaj? Sej, ne? Ja. To je Eurovizija, to Pa še je povabljenju Eurovizija. ne? Pa Ja, že ja, zapisala noter Aljaževa nada za varivanje, ali kako Dobro se te, reče, dobro. ne prijatelja. Dobro, suspense je naredil, ne? Že vidim, ko bo imel naslednji talent show, bo Antiša v žiriji. Ne? Ali pa tudi povem, privilegij sedeti za tole mizo je neverjeten. Videti Antišov izraz na obrazu, ki je na koncu en podelil točko Nataši in Nataši, ko je to slišala, neprecenljivo. Ne? Tako da verjetno bi pa Aljaž za konec povedal, koliko bi pa utegnilo to stati naslednje leto. Kaj? Ja, to. Udeležba za mizo? A ja, kako bo mislil, koliko stati? Ja, prostora Dobar je je, nekaj, no, pustimo, tako bom pustimo. rekel. V Prostora prejšnji je za epizodi približno, opel prostora je Pušico. za približno 15 Ja, poslušalcev v živo. Pušico je upeljal v prejšnji Kakšna bi bila epizodi. pa, sem kakšna mislil, bi bila da je- pa tarifa za da je kaj ulazek? nadgradil to, ne, ja, To je ne. bolj se očitno, težko, ne, ja, glej. dajmo puščco. Bom drugič malo manj očiten. Ja, odpel nas Dobro, zdaj. kaj Ja, zdaj, to je ne bil LDGD Actually, epizoda 7 oziroma 7 po vrsti. Hvala lepa za spremljanje. Dajmo zdaj kragulčke. Če se je pripetilo. Ja, če se je pripetilo kaj takšnega, da Poslušajte pač Met in čaj, pa če imate srečo, je mogoče še kakšen par štumfov ostov in lahko še vedno donirate metini listi. Žal si jo. Pa lahko bi vedel, da je to balkon. Ja, skratka, dobro je bilo pa brez zamere, pa še enkrat srečnega pozdravka. pa samostojnega. Ja, pa samostojnega, pa